Pozdravljeni v 92. oddaji Aktualno na GFML. Najprej skočimo v zadnje dneve normalnega življenja pred karanteno, ko so se naši dijaki mudili na Nizozemskem. Ko je bil v Sloveniji 4. marca 2020 potrjen prvi primer okužbe s koronavirusom, se je skupina 23 dijakov iz prvih letnikov gimnazije že vkrcala na letalo in iz Zagreba poletela proti Amsterdamu, v pričakovanju nepozabne življenjske izkušnje, 10-dnevnega srečanja z vrstniki iz še 5 evropskih držav. Med vožnjo z letališča smo pozorno opazovali nizozemsko ravnico, ki je še ravnejša od pomurske in prepredena z vodnimi kanali. Osupli smo pokimali številnim sončnim in vetrnim elektrarnam. Avtobus nas je zapeljal kar na dvorišče SSNG, srednje šole v gostiteljskem mestu Nijmegen. In res ni majhen, ob reki Val, kjer smo hočeš nočeš objeli svoje gostitelje, poiskali svoj glas. Ime projekta je namreč Finding Your Voice. Preklopili smo v angleščino, se zbrali v avli in dobili natančne urnike s kar nekaj ur športa, podprto z utemeljitvijo, da šport zbližuje ljudi. Takrat niti slutili nismo, da to utegnejo biti zadnje šolske ure športa in da bomo po vrnitvi domov ravno gibanje najbolj pogrešali. Izvedeli smo tudi, da so nekatere države epidemijo že morale vzeti resno, saj na izmenjavo niso prišli Italijani, Rusi in Poljaki. Tako smo se izmenjali z našimi celjskimi vrstniki, Madžari, Španci pa Nizozemci. Naslednji dnevi so postregli s spoznanjem, da je nizozemski način življenja precej drugačen od našega, saj nas nihče ni razvajal s šolskim prevozom. Skoraj vsi, vključno s profesorjem Liljano Fijavž in Andrejem Kosom, smo dobili kolesa, ki so tam zakon, ne glede na dež, veter, točo in spomladanski hlad. Šolska kolesarnica se lahko primerja z velikostjo parkirišča pred GFML. Tudi po domovih ni pričakovati čezmernega kurjenja in toplo kosilo je pravzaprav po naše večerja. Šolski dan se sicer začne nekoliko kasneje, a tudi traja precej dlje, do 3. ali 4. ure popoldne. Šolski dnevi so bili namenjeni tudi umetniškemu ustvarjanju oziroma poslikavanju belih ploščic s tradicionalnimi motivi v modrem, učenju nizozemščine in obratno slovenščine ter debatiranju o okoljskih temah. Tekmovalno naravnani debaterji so bili nekoliko razočarani, saj smo bolj izmenjali mnenja in dobili nova znanja o migracijah v Evropo in o okoljskih temah, predvsem o problemu onesnaževanja s plastiko. Preživeli smo tudi dan v gledališču, kjer smo predstavili šolo in svojo kulturo. Predstavitve so bile na visokem nivoju, zato izziv ni bil lahek. Potovali smo do Amsterdama, mesta kanalov, ki jih je tam vsekakor več kot v Benetkah. Na poti smo si ogledali Zaanse Schans, sicer umetno zgrajeno vas s tipičnimi hišami in elementi podeželskega življenja pred industrijsko revolucijo na Nizozemskem, z mlekarno, coklarno in seveda mlini na veter. Med vikendom so nam gostitelji pokazali še druga znamenita mesta, kot so Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Zadnji dan smo prekolesarili še sam Nijmegen, ki se tako kot naša Ljubljana kiti z nazivom Zelena prestolnica Evrope in je tudi univerzitetno mesto. Že od rimske dobe pa leži tik ob nemški meji. 13. marca zjutraj smo se spet znašli na letališču v Amsterdamu, ki je bilo kot veliko mravljišče, saj so tisti dan ZDA zapirale meje, od doma pa smo dobivali neverjetne novice, da se začenja šolanje na daljavo in da matematičnega testa, ki je poleg kemijskega tekmovanja nekaterim cel teden motil koncentracijo, v sredo ne bo. Kakšna solzica ob slovesu je stekla tudi zato, ker je kar naenkrat postalo jasno, da je povratna izmenjava pod vprašajem. Pot domov je bila, priznajmo, nekoliko živčna, sploh pa na zagrebškem letališču, kjer smo že morali izpolnjevati izjave o zdravstvenem stanju. Pa vendar se vsi udeleženci izmenjave 2020 trudimo, da nam pandemija ne bi zasenčila enkratnega, nepozabnega doživetja in večjezične, multikulturne izkušnje. Tudi delavnice pripovedništva je malce zmotil koronavirus, a so zavzete mentorice in dijakinje nadaljevale s svojim delom in ga zaključile minuli teden v Ljutomerskem parku.
Tudi v tem šolskem letu smo izvedli kar nekaj dejavnosti v okviru projekta SKUM. V sodelovanju s znano slovensko pripovedovalko in producentko pripovedovalskega festivala Špelo Frlic so dijakinje 3. V razvijale veščino pripovedovanja. Sodelovanje, ki se je začelo marca, so prekinile korona razmere. Kljub temu se je dejavnost nadaljevala preko videokonferenc in spletne učilnice. Dijakinje so se z mentoricami virtualno srečale kar 3-krat. Pač v redu je bilo, ampak vseeno je stik v živo drugačen kot pa preko Zooma. Se mi zdi, da se pač ne da primerjati omrežja preko pač osebnega stika. Drugače je pa bilo lepo, da smo izkoristili ta čas v pač karanteni, ker itak nam je vsem pač bilo dolg čas in smo pač malo popestrili ta čas. Preklic epidemije je omogočil srečanje v živo. Visoka drevesa s košatimi krošnjami in orjaškimi debli, ptičje školenje, topli sončni žarki, slikoviti oblaki so bila odlična izhodišča za pripovedovanje zgodb. Zaključno srečanje in obenem delavnica sta namreč potekala v parku Rudolfa Maistra. Dijakinjam GFML se je pridružila tudi Gaja Frece, gimnazijka iz Slovenj Gradca, ki se je v projektno sodelovanje vključila v času karantene. Skozi opazovanje okolice so nastale nove zgodbe o zajcu in šelvi, slonu Elmerju, rdeči kapici, sneguljčici in lanini čudežni redirki. Ja, danes mi je najbolj bilo zanimivo, da so prišli tudi otroci, da smo lahko tudi v praksi pač preizkusili, ker je pač drugače, če imaš ti, odvisno je od občinstva, koliko je stara publika, ne. V delavnico so se vključili tudi otroci Ljutomerskega vrtca skupina Vrtavke. Prisluhnili so zanimivima zgodbama o zmajih in o čudežni redirki, ki so jo samo zanje spletle udeleženke delavnice. Pač skozi vse to pripovedovanje sem se naučila veliko vsega, pač ukrepila sem svojo domišljijo, pridobila sem si nove izkušnje za bodoči poklic, oziroma če bom kdaj mama, mogoče tudi za to stvar. Drugače pa sem se imela zelo lepo, pač sem uživala, mi ni bilo žal, da sem se udeležila tega pripovedovanja. Prijetno druženje se je končalo z obljubo o nadaljnjem sodelovanju. Pozdravljeni prleki in neprleki. Mi, prleki, si Lotmerka ne moremo predstavljati brez lotmerškega kasača. Na hipodromi se ob nedeljah zberemo vsi, ker imamo radi toto plemenito žival. Vsako leto pa je organizirana tudi kasaška dirka za pokal GFML, v kateri tekmovljajo bivši dijaki GFML, kak vozniki ali pa lastniki kujev. Poleg hipodroma pa lahko obiščemo še muzej, v katerem se zdaj tudi nahajamo. Z nami pa je gospod Slavič. Ja, lepo zdrav, dober dan želim vam tukaj, da ste prišli v muzej. Mi pridno sodelujemo, kolikor imamo možnosti tudi z vašo gimnazijo. In seveda, mi smo prleki ponosni na naše kuje, na naše kasače. Nekdaj smo rekli, da so to kuji, dobri kuji, hitri kuji, ker Ljutomer pa prleki smo znani po kujih in seveda tudi po dobrih vinih, po goricah, kajti ti kuji so vozili vino iz Lotmeških goric vse do Benečije in v naših arhivih, v naših knjigah je zapisano, da so s temi konji pripeljali 14 dni hitreje vino iz naših goric do Benečije. Seveda to je bilo več konjev, ne z enim parom ali pa z dvema parama, ki so se menjavali tako, kot je to nekde bilo. Brez kujev naši prleki bi lahko rekel, ne morejo živeti, to jim je ponos, to jim je sveta žival in seveda čuvajo vse, kar imajo pri sebi, tudi še iz zgodovine, zato smo mi lahko tudi napravili tak lep pa dober, pa bi lahko rekli zgodovinski muzej Ljutomerski kasač. Nam lahko na kratko predstavite zgodovino kasaštva v Prlekiji.
Ja, prve dirke so bile na cesti od križa na Lokavskem polju do Globetkinega mostu pri Ljutomeru, druge so pa že bile na Cvenskih pašnikih in seveda naši ljudje so vozili po Lokaškem polju iz Jeruzalemskih goric vino in so se večkrat pomerili tudi med sabo, tako, ne, ker ima hitrejše, enkrat je enega prehitel, drugič pa drugega. Seveda to niso bile dirke, ne, potem so pa rekli, dajmo se pomeriti tudi z našimi kuje, ker so boljši. In tako so bile prve dirke tukaj v Prlekiji na Slovenskem, na to smo lahko ponosni, so bile 12. septembra 1874. leta. To se je zgodilo, to je veliki zgodovinski dogodek in seveda to tradicijo mi v klubu ohranjamo naprej, vse dirke so vsako leto, nekdaj je bila samo ena, potem sta bili dve, mi smo jih že imeli tudi 9, zdaj imamo 7, 6 in razen med vojno ni bilo kasaških dirk med drugo svetovno vojno, drugače pa vsako leto se odvijajo in to vse se nahaja tudi, vsi ti zapisi so v našem muzeju. Zakaj si pa vredno ogledate tote muzej? No, to so prvi zapisi o prvih dirkah, zelo pomembno je tudi to, da imamo tukaj sicer kopijo prvega razglasa za te dirke 1874. leta in ta razglas je bil v slovenskem in v nemškem jeziku, kajti dirke so bile dejansko, bi lahko rekli, neka nacionalna zavednost, kajti večino konjev so imeli podeželani, to se pravi naše kmetje, imeli smo tudi graščake, kot je bil Henkel tu v Lokavci, potem Rozmanit v Mariboru, potem Lipet v Turnišču pri Ptuju in v muzeju je zbranih čez 10 000 raznih dokumentov, pisnih, slik, pokalov in tukaj so tudi prvi viri o selekciji kasaških konjev, kajti že leta 1897 je bila izdana prva rodovniška knjiga v Avstro-Ogrski monarhiji, kjer so že zapisani prvi, bi lahko rekli, naši lastniki konjev, 60 lastnikov z 80 konji, ker je že ime konja, ker je znano tudi poreklo matere, očeta, to se pravi žrebca in kobile in seveda tisti, ki so te konje imeli. Mi imamo v muzeju tudi arhivirano vse te naše dirke z časi, z nastopajočimi in seveda še marsikaj tudi, kar se ni dogajalo tukaj v Ljutomeru, ampak širše v Sloveniji ali pa prvo v kraljevini, v Avstro-Ogrski kraljevini Srbo-Hrvato-Slovencev, Jugoslaviji in seveda tudi v zadnji Jugoslaviji. Tako da je muzej zelo bogat in je to del naše kulturne dediščine, ne samo nas Prlekov, ampak celotne Slovenije pa še širše. Veseli smo, ko vaš kasaški klub sodeluje tudi z našo gimnazijo, pa ne samo pri izvedbi pa organizaciji dirke, ampak tudi pri izbiraji strokovnih besed z področja konjeništva. Nam lahko na kratko predstavite slovar ljutomerskega kasača od A do Ž. Ja, to smo mi tudi zelo zadovoljni, da sodelujemo z gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru in to ideja je nastala med vašim ravnateljem, gospodom Kustecem in mano in seveda smo na osnovi vaših strokovnih, bi lahko rekli, sodelavcev, smo pripravili ta muzej, ta slovar in ga izdali. Kajti jaz še se spominjam tudi raznih imen in ta imena se izgubljajo, ker že marsikdo ne ve, kaj je to repica, nekaj je otika in tako naprej. To je dosti stvari, tukaj ni samo o konjih, tu je tudi o opremi, ki so konji imeli ali za dirke ali za delo. Tu so vozovi in tako se ohranja tudi ta imena v prleščini, ki pa seveda je danes tudi malo drugačen način življenja, kajti vozov več nimamo, imamo še nekaj bagrlov, kot rečemo, koči in pa seveda imamo tu kike, sulkije, drugo orodje praktično tudi od plugov, od koles, od otik, od španigov in tako naprej, tega več ne rabimo, ampak je prav, da je to opisano in pa seveda imamo tudi pri nas tu blizu v Razkrižju en muzej, ki ga ima gospod Horvat, kjer se marsikaj vidi, vse področja dejansko kolarstva, kovaštva, tudi razni vozovi, ker to je
bi lahko rekli, bogatstvo, ne samo nas Prlekov, ampak nasplošno, kako smo živeli, kako smo se preživljali, kako smo delali. Niso samo dirke bile, pol so pa prišle dirke, ne, ko so kmetje ali pa lastniki zemlje tudi malo kaj več pridelali, pa ne mislim, da so boljše živeli, so pa tudi začeli rediti konje samo za dirke, ti so malo manj delali, lažje dela so imeli, ker so potem tekmovali in konji dejansko so dali sloves, kasači so dali sloves Ljutomeru Prlekiji, ne samo v bivši Jugoslaviji, ampak tudi širše po Evropi. Se naši ljutomerski kasači so na Švedskem, so v Italiji, so tudi v Avstriji, pa še kje druge, ko so jih naši pridni rejci tudi tja prodali, kajti to je bil cilj, zrediti dobrega kuja, dobrega kasača in ga potem tudi dobro prodati in seveda primerno preživeti na svoje kmetije. Kakšne načrte pa imate za prihodnost? Ja, načrte imamo, niso, bi lahko rekli, prevelike, ker mi vedno živimo v nekih okvirih, tako kot tudi, bi lahko rekli, na podeželju se vedno živelo. Mi peljemo 1/3 kasaških dirk na Slovenskem in seveda imamo na srečo in zadovoljstvo dosti rejcev, to se pravi, da imamo tudi mlade rejce, ker tam je zelo pomembno, ker se na našem dirkališču srečajo 3 generacije. Od ene hiše, ne takrat bo šla ta reja, pa tudi šport naprej. In seveda hočemo še malo obogatiti tudi našo ponudbo. Hipodrom imamo zgrajeni, seveda še kaj mogoče več preko audiovizualnih sredstev, da bo tudi še bolj to dostopno tudi tistim, ki slučajno ne pridejo na hipodrom, na dirke, saj mi imamo tudi prenos naših kasaških dirk, tako letos bo tudi direktno prenos 13. septembra, ko bo tu največja dirka, 30. slovenski kasaški derbi in pa seveda nekaterih drugih dirk tudi, ki se prenašajo tudi direktno preko spleta, jih lahko nekdo gleda tudi doma. Ja nič, te pa se vidimo na kujskih dirkah. Adijo! Dijaki 3. letnika umetniške gimnazije so v zadnjih mesecih pripravljali dokumentarne filme na temo karantena. Nekaj le-teh si poglejmo v nadaljevanju. Nekoč pred davnimi časi, na čisto običajen karantenski dan, so Pušenjakovi lenarili za hišo. Le najmlajši, Anže, ni mogel biti nikoli pri miru. Včasih pa se je formula pokvarila in potrebno jo je bilo popraviti. Po dolgih urah težaškega dela pa je mali mehanik za sabo zaslišal čuden zvok. Tam se je namreč skrival majhen divji zajček. Vsi so ga takoj vzljubili, a mama jim je rekla, da divji zajci spadajo v gozd. Zato so se odpravili na misijo: rešimo zajčka.
Conte Zagreb. Adijo. Adijo, lepo se mi. Ker pa je bil gost v času karantene preobljuden, se je zajček počutil bolj domače v praznem mestu. In naslednjega dne se je zato zgodilo sledeče. Hana, zajček se je vrnil. In res je bil tam, skrit pod malim grmom. Anže ga od takrat ni več izpustil izpred oči. Izvajal je tudi zajčjo stražo. Te, če prečkoš mejo, te 2,30 €. Rad mu je tudi prepeval. Kožušček, bil imaš kožušček, hitre tačke, ostre zobke, dolge brke, ripek siv. Skačem zajček po zeleni travi. Skačem zajček po zeleni travi. Vedno uren, zajček sem povsod. Včasih plot. In mu kuhal posebne zajčje specialitete. Za lepega pridnega zajčka sem pripravil krono. Bližala pa se je velika noč in nekega dne je zajčku rekel Ti si velikonočni zajček. in vprašal. Misliš, da nam da prinesel kakšno darilo? Te pa ga vprašaj. Boš nam prinesel darilo? Tako je začel iskati, kaj bi si zaželel za veliko noč. Odločal se med tovornjakom in puško. Nebo, to si želiš za zajčka. Dobro, boš mu potli pokazal. Končno je prišla velika noč, čas za barvanje jajčk in iskanje daril. Opa! What? What? Ne. Uj, pa trenirka. Hvala, zajček. Kako reče? Hvala, zajček. Zajček je Pušenjakove obiskoval do konca njihovih karantenskih dni. Počil je lonec in pravljice je bilo konec.
car rides and freedom. And then quarantine happened. People started to get infected with a new virus. Some even died. But hey ho, no rest for the wicked, school must carry on, but at least my days start later. We have school lessons over Zoom, so I spend hours sat in front of the computer. We have to do everything on our own. We also have far more homework. Everything takes time. I always find time for a cuppa though. After a while, every day starts to look the same. Wake up, have lessons, do schoolwork till bedtime, then sleep. And then it repeats. Wake up, have lessons, do schoolwork, work till bedtime, then sleep. It's just the same every day. It's exhausting. It started to get harder and harder trying to keep up with everything. I got very frustrated and exhausted. Then came the tests, presentations and questionings, which added to the frustration. It's also quite boring, not fun at all, except for the tea breaks. Some of the best times during quarantine are when my cats disturb me while I'm working. And when I have cuddles or just spend time with them instead of working. I love my boys and Mia, our dog. I also see more of their crazy antics. We all go a little crazy sometimes. Hayden. And we fight quite often. But we always make up. Oh yeah, spring had a surprise for us. It snowed, which was wonderful. Nothing beats playing in the snow. Spring brings everything to life, even our old dog Mia. It was amazing to see her play with her ball again. And walk that much. Here's a fun fact. Our two youngest cats, Bumblebee and Caden, enjoy going for walks with us. Especially Bumble. But it takes us twice as long. My brother joins us occasionally. He's annoying, but I love him. Sometimes. When I found some free time, I tried some origami. It's harder than it looks. I've also watched a load of films. To be honest, I like being quarantined. We're at home all the time and I don't have to leave the house and socialise.
Šolsko leto se približuje k koncu, zato vam želim prijetne počitnice, polne novih spominov.